Ločeno zbiranje odpadkov tudi pri nas postaja vse bolj ozaveščena dejavnost vseh, ki vedo, da na ta način ohranjajo naš skupni bivalni prostor ter zdravje nas in naših zanamcev. Vsak Slovenec ustvari skoraj pol tone komunalnih odpadkov v letu dni. Z ločevanjem in predelavo odpadkov poskrbimo za čistejše okolje in hkrati omogočamo proizvodnjo, ki potrebuje manj surovin in veliko manj energije. 50% papirja in 43% stekla, ki ga proizvajajo v Evropski uniji, danes nastane iz recikliranih materialov. V Sloveniji za ravnanje z odpadno embalažo skrbi neprofitna družba Slopak, ki je vzpostavila sistem ločenega zbiranja in reciklaže odpadne embalaže. Letno predelajo okoli 100.000 ton odpadne embalaže, kar je enako 4,5 milijardam plastenk za vodo. Danes v Sloveniji stoji okoli 8.000 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov ter 135 zbirnih centrov, kamor lahko občani brezplačno oddajo vse ločeno zbrane odpadke, tudi avtomobilske gume, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne sijalke, nevarne snovi, odpadna zdravila, jogije, polomljeno pohištvo in tako dalje. V zadnjem času je na policah vse več embaliranih izdelkov. Embalaža izdelek varno obdaja in hkrati ohranja njegove lastnosti. Narejena je iz kakovostnih materialov, ki morajo dosegati zahtevne tehnološke standarde. Takšna je na primer kartonska embalaža za tekočine, kamor sodi tudi embalaža Tetra Pak. Uporabljamo jo za embaliranje mleka, mlečnih izdelkov, sadnih sokov in drugih pijač. Sestavljena je iz 75% kartona, torej celuloznih vlaken, ki so obnovljivi vir, 20% plastike, polietilena in 5% aluminija. Po uporabi kartonsko embalažo za tekočine temeljito izpraznimo, po možnosti izperemo z vodo in sploščimo. Odnesemo jo do ekološkega otoka in jo odvržemo v zabojnik za embalažo oziroma za plastiko. Ker je embalaža mleka sestavljena iz kartona, plastike in aluminija, jo na sortirnih linijah, tako kot ostalo vsebino zabojnika za embalažo, pravilno ločijo. Pred začetkom delovanja družbe Slopak je večina takšne odpadne embalaže končala na odlagališču skupaj z drugimi odpadki. Danes pa je končna postaja reciklaža. Najprej odpadno embalažo sortirajo na tekočem traku. Embalažo za tekoča živila povežejo v bale in odpeljajo na reciklažo v papirnico.
Obale kartonske embalaže za tekočine naložijo na tekoči trak in jih kasneje v razpuščevalniku mešajo z vodo. Po 15 do 20 minutah se kartonska vlakna ločijo od slojev polietilena in aluminija. Vlakna v kartonski embalaži so dolga in čvrsta, kar pripomore k kvaliteti recikliranega papirja. V vsakem procesu recikliranja se vlakna zmanjšajo, zato je kvaliteta recikliranega papirja po vsakem procesu slabša. Iz reciklirane kartonske embalaže za živila v lepenki Tržič praviloma proizvajajo podložno lepenko. V največji slovenski papirnici Količevo karton lahko iz embalaže mleka in sadnih sokov izdelajo tudi raznovrstne kartonske izdelke. Preostanek ali rejekt pri procesu razpuščanja v papirnici pa sta polietilen in aluminij, ki jo nadalje lahko uporabijo za proizvodnjo izdelkov iz trde plastike.